bi bila pripravljena vse pustiti, tudi to svoje pevsko delo, če bi mi nekdo rekel, da moram to pustiti, pa da bom lahko mama, pa ne bom več prejela mikrofona. Ja, pač, čeprav to res rada počnem in vse, ampak to pa... To je pa sveto, ne? Tle pa ni dvoma sploh, no. Ne iščem jaz pri sebi, ne postavim se jaz pred ogledalo za to, da bom iskala napake na sebi. Ne vem, zakaj bi jih. Takšna sem se rodila. Hvaležna sem staršema za življenje. Meni je moj oče prelep še danes, star je 86 let. Občudujem ga, rada ga gledam, rada se družim z njim. Všeč mi je na vse možne načine. Mama mi je bila ravno tako. Jaz sem sad njune ljubezni, ne? Pa ne moram biti zdaj jaz kar ne v redu, če sta ona to v redu. Ja, je bil neskončno, je vesel vsake malenkosti, ki se recimo premakne pri meni na boljš, ker, ja, da povem, to mi je bil tako oporo skozi. Mislim, koliko je partner v taki situaciji res pomemben, to in res ni samoumevno, ne, da ti vse pomaga, pa da te voz na vse preglede, pa da je skozi tabo, pa da doma, ko ti ne moreš in skuha in vse naredi in tako, mislim, ja, če se imaš neskončno rad in je ljubezen tukaj, jaz mislim, da tle ni vprašanje, jaz bi to vse naredila za svojega človeka, ne. Tanja Žagar, lepo pozdravljena. Ja, lep pozdrav. Kako si? Lepo, super, poletno, dogaja se na polno. Smo malo na morju, malo doma, tako šibamo sem tjano, pestro. Od tebe bi rekla, da sploh ne bi pričakovala drugega odgovora, ne? Ker se mi zdi, da ta tvoja pozitivnost vsako leto bolj žari iz tebe. A se motim? Naj traja, bom rekla, ne. In da bi še dolgo ta pozitiva pa ta optimizem žarela z mene. To si pa tudi jaz sama želim. Ja, pač čutim tako. Čutim, da je lepo živeti. Hvaležna za vsak dan. Je pa res, ne, da smo kreatorji tega, ne? Kakšen vsak dan si ustvarjamo. Se strinjaš s tem? Mislim, da se človek odloči, ne. Zdaj lahko vsak dan najdeš veliko stvari, zaradi katerih se lahko in ujeziš in si slabe volje in te grejo na živce. Tako. Lahko pa najdeš mogoče še več stvari, zaradi katerih si pa lahko dobre volje, ne? Pa ki te res navdihujejo, pa zaradi katerih si lahko hvaležen. Tako, no, jaz pač sem človek tega polnega, ne polpraznega kozarca. To bi tako vsem želela. Mislim, res, že tako, da se zjutraj zbudiš, pa si rečeš, še en dan me čaka. Ne vem, kaj me čaka, a ni to dobro. Pojma nimamo, kaj bo. To pričakovanje, kaj se bo zgodilo, koga bomo srečali, s kom bomo pa danes poklepetali, kaj nam bo pa danes otrok povedal, ko bo prišel iz šole, iz vrtca. Spet nek nov dan za partnerski odnos. Tako, no. Večina ljudi je to strah tega, ne, da ne vedo, kaj bo. A misliš? Ja, ne vem, a tebi se ne zdi? Aha, da bi nas bilo strah. Ja, sprememb, ne. Najboljši tist, kar je utečeno in tako se počutimo najbolj varno, ne. Ko nas malo zašejka, se že ustrašijo. Ne vem, to imam občutek. To mogoče je na nek način res, ne. Če gremo zdaj malo povezati s hrano, ne, da se zelo velikrat naroča, kaj je že dunajski zrezek pommes frites, če malo prenesemo to sem. Je pa super probati še kaj drugega, ne? Še kakšen drug okus, kaj, kar sploh ne poznamo, za kar prvič slišimo. In pol ugotoviš, da je to tudi odlično, da je mogoče še boljš. Ja, nekako se ne bojim prihodnosti, no. Niti si ne delam kakšnih strahov, ne želim si jih delati. Se ne rečem, ne. Najbrž res vsakmu, kdaj tudi pride tako v srce, v telo, nek dvom, strah, absolutno, ja, saj življenje prenese svoje. Ampak se pa zavestno res probam oddaljiti od tega, ker dejstvo je, da nič ne vemo, ne, kaj bo, ne. Še za naslednjih 5 minut, kaj šele za jutri, pa čez leto, pa 5, pa 10, tako da jaz sem človek, ki se zelo zavedam tega trenutka zdaj
všeč mi je, da se tega zavedam, ki imam sicer zelo rada v spominih, se pravi obujanje nekih spominov, uživam v tem. Zato rada zapisujem, pa slikam, da jaz to gledam za nazaj. Mi je užitek, ampak sem pa ugotovila tudi, da se zelo hitro lahko na nek način kar malo ujameš ali pa zapleteš v tisto neko preteklost, ne? Tako da to ne, tako rada samo obujam spomine, ne? Zdaj pa kaj je bilo, je pač bilo, spremeniti se ne da. Preveč se pa tudi nočem res zapletati s prihodnostjo, v smislu kakšnih zelo ne vem, kakšnih planov, pa mimogrede seveda jih imam, ne. Imam tudi jaz neke načrte, želje, cilje pred sabo, ampak da bi pa zdaj, ne vem, tako 10, čez 20 let bom to, kaj pa vem, ne. Se mi zdi, da se zelo hitro pol lahko zgubiš oziroma zgubiš pa tale zdaj, ker če pa kaj imamo pa res samo ta zdaj. To nam je pa vsem ljudem na tem svetu ne enakega, ampak popolnoma istega. Ne. In to, kakšen je zdaj, ustvarja to, kako bo v prihodnosti, ne? Ja, ker v bistvu, to zdaj dela spomine, ne. Zdaj, kakšne spomine pa bo ta zdaj delal, je pa spet stvar odločitve. Saj jaz mislim, da je tako, ne. Jaz se odločam, kako se bom obnašala, kako bom reagirala, s kom se bom dobila, s kom bom komunicirala, s kom bom mogoče tudi malo manj in tako, ne. Sami kar krojimo, ja. A je Tanja postala skozi leta drug človek? Želela sem zapeljati ta pogovor v smislu, kdo je Tanja postala? Zdaj po vseh izkušnjah, ki so za Tanjo. Tanja ni postala drug človek. Tanja ne more biti zdaj drug človek, ne. Se je pa Tanja veliko do svojega, torej 44. leta naučila, kar nekaj izkušenj takšnih in drugačnih dobila tako v poslovnem svetu kot v zasebnem življenju. Veliko stvari se je spremenilo, mi dalo za razmišljati mogoče na nek drug način ali pa da sem neke stvari z drugega zgornjega kota zdaj pogledam, ne? Da imam veliko boljše odprte oči, še veliko večja ušesa, kot sem jih imela, če tako rečem. V osnovi, karakterno, se pa ta Tanja nikaj spremenila, to pa ne. Ja, ker vides, ne, zdaj sem rekla, to te prav moram vprašati, Rdečelaska, živo rdeča barva, danes vse deluje bolj umirjeno, se mi zdi, da tudi oblačila, veš, jaz to ful opazim, ne, ker te spremljam že precej časa na tvoji karieri, a so te življenjske izkušnje vključno z boleznijo mogoče spremenile bolj iz kričeče v neko bolj pastel barvo? Ali bi rekla, da danes nimaš, no? Po mojem sem danes kar dosti kričeča, tako da imaš uhane, imaš recimo bolj pastel. Moj videz je dal odgovor na tvoje vprašanje. Ali pa frizura, rečo frizura. Ne, veš kako, kot sem ti rekla, recimo ta žar, pa ta volja, to življenje, ki je v meni, to ostaja, ne. Sem hvaležna, da je ostalo, ne, lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne, seveda vsi vemo, da to niso lahke stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo, ne. Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vse še bolj žarim, ne. Zdaj videz je pač videz, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še veliko smejalnih gub lahko dobila. Tega si jaz želim. Zdaj frizura se je jasno spremenila posledično zaradi bolezni, vprašanje, kaj bi bilo drugačne. Veš, kako življenje prenese, zdaj si ne predstavljam sebe več recimo z dolgimi lasmi. Zdaj ne vem, mogoče še kdaj v prihodnosti, ne vem, kaj bo, ko bo, če bo, ampak da bi zdaj razmišljala o dolgih, pa sploh ne. To me zelo sprašujejo. A boš dolgolaska, si boš zdaj puščala, ne boš? Ne, meni je super. Jaz se tako dobro kot kratkolaska počutim, da sem že milijonkrat povedala, da če bi vedela, da se bom tako dobro počutila, bi se jo že prej postrigla. Ampak veš kako, nekako sem zajadrala lepo s tistimi rdečimi svojimi lasmi. Dobro sem se tudi takrat počutila, všeč mi je bilo žareča, rdeča, to karakter, ne, to je sekano vse strani. Ampak ja, pa življenje je prineslo zdaj neko novo zgodbo,
Tako da to je zdaj moje. A to so tvoje naravna barva? Ja, Aha, to je moja barva. In zaenkrat bom kar takole tudi ostala. Pol bomo pa videli, kaj bo življenje prineslo. Zaenkrat sem pa res super se počutim. Prej si omenila smejalne gubice, ne? Se veš, ženske, ne, sploh, ne vem, proti 40 ali pa 40 plus, ne, se začnemo ukvarjati z raznimi dodatnimi vprašanji, recimo, ki nas začnejo zanimati. Kako ti sprejemaš sebe zdaj če želiš povedati, kolikih letih? Sem že prej povedala. A si, omenila 44, ok, prav. Saj jaz sem slišala, ja. Ampak 2 štirici sem dobila zdaj 1. julija. Rakica, ne? Kako sprejemaš žlahtnenje, jaz temu rečem? Z največjim veseljem in brez težav, brez problemov. Pa ne vem, jaz sem recimo svojo mamo imela priložnost gledati, občudovati, ker sem jo občudovala na vse možne načine, do njenega, se pravi, ja, skoraj 67. rojstnega dne. In meni je bila ona vedno tako lepa. Jaz, ko sem jo tako gledala, tako že od malega se spomnim, ona je bila zame tako je cvetela, tako je žarela, tako lepa mi je bila moja zlata mamica, veš. In jaz se spomnim, kaj enkrat samkrat ona takole se nekaj v kopalnici gledala, pa je tako, joj, tle se mi pa tako žile vidijo. Enkrat malo pojamrala, recimo, ne. Jaz sem bila še mala deklica, pa sem rekla, mami, te tvoje žile so lepe, če jih pa ne bi imela, pa če se ne bi videle, bi bila pa kaj ena tista lutka tam iz trgovine. In ona je prav tako obstala in rekla, ljubica moja zlata, pejt k meni, sam to imaš pa prav, če so pa te povšeč, pol so pa najlepše in tako, ne. In jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritoževala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli, ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat, mislim, in to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz lepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In jaz sem bila, ker ona to meni rekla, je bilo to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril, ne. In dostikrat razmišljam o tem, koliko res je najbrž ta odnos hči, mama, pomemben, koliko je pomemben, kaj bo ta moja punčka od mene slišala v vseh teh letih svojega odraščanja, kaj bom jaz o sebi povedala, kako bom jaz sebe dojemala, kaj bom govorila, ko se bom gledala pred ogledalom, ne. A bom sam iskala neke pomanjkljivosti, pa kaj ni v redu, ali bom zadovoljna sama s sabo, pa si bom dala neko spodbudo, pa bom rekla, kaj sem lušna, gremo naprej živeti in tako. V glavnem, ker mislim, da to gre naprej. Veš, zdaj, če ti 20 let recimo, ali pa 25 živiš starši, ne, in celo življenje poslušaš neko pritoževanje in jamranje in tako, se tudi tega nalezaš. Ampak jaz pa verjamem, da se nalezaš tudi tega drugega. Če je nekdo optimističen in poslušaš dobre stvari in takšne, ne. Tako da, jaz sem se tega nalezla svoje mame in tako, kot sem rekla, ne iščem jaz pri sebi, ne postavim se jaz pred ogledalo zato, da bom iskala napake na sebi. Ne vem, zakaj bi jih. Takšna sem se rodila. Hvaležna sem staršema za življenje. Meni je moj oče prelep še danes, star je 86 let. Občudujem ga, rada ga gledam, rada se družim z njim. Všeč mi je na vse možne načine. Mama mi je bila ravno tako. Jaz sem sad njune ljubezni, ne. Pa ne moram biti zdaj jaz kar ne v redu, če sta ona to v redu. Mislim, veš, tako je neka moja, bom rekla, filozofija, no. Ampak se pravim, to ima vsak po svoje dojema, vsak po svoje doživlja, vsak ima drugačne starše, vsak ima drugačno vzgojo, vsak druge stvari posluša od malega, ne. Ampak je to sigurno pomembno. No, jaz sem v eno pa prepričana, naprimer, da bi mi lahko vsi ljudje okrog mene, ali pa cel svet,
govorili, kako sem jaz super, krasna, da lepo izgledam in mi dali komplimente takšne in drugačne. Pa če jaz tega od svojih staršev ne bi dobila, da bi bila v meni ena ogromna praznina. In obratno, jaz sem to dobila pri svojem očetu, pri svoji mami in pravzaprav nisem iskala niti tega drugje, te neke potrditve. In najbrž me iz tega razloga, zdaj bom pa prešla malo, ja, tudi na ta posel, tudi nikoli potem, ko smo začeli recimo kot najstnice v Foxy Teens, ko sem stopila v ta medijski svet, ni nič dotolklo, ko sem začela brati skozi leta vse te komentarje, ki so bili tudi jasno takšni in drugačni in sovražni in žaljivi in grdi in tako. Ja, ker sem jaz imela v tem gnezdu, ker sem to potrditev, pa to spodbudo najbolj potrebovala, tam sem jo pač dobila. Koliko je pomembna ta popotnica, ki nam jo dajo starši? Ja, jaz to spoznavam, res ti povem, iz leta v leto bolj, pa zelo veliko se pogovarjam z ljudmi. Res človek sem, ki se ogromno pogovarjam. Rada se pogovarjam. Z mlajšimi, starejšimi, leta nimajo veze. In bolj, ko se pogovarjam, bolj prihajamo do enih in istih spoznanj, da neke težave, ki se pol, recimo v psihi zgodijo, nekaj, kar boli v duši, ko si starejši, izhaja iz otroštva. In skoraj vedno smo prišli pol pri pogovorih ali do mame ali pa do očeta. Zdaj ti imaš to zavedanje, ne? Imaš 2 otroka, tudi hčerkico, ki si lahko podoben zgled, kot je bila tvoja mami tebi, ne? Ker imaš dober zgled. Kako funkcionira zdaj to prenašanje tega dobrega zgleda od tvoje mami na hčerkico? Jaz, na primer, tako, sem bila jaz navajena iz otroštva, da smo si vsak dan govorili, rada te imam, ljubčka, ne, pogrešam te, tako. To nas nikoli ni bilo sram, mi smo to vedno na glas govorili. Je meni bilo to vedno logično, da si to govoriš. Nikoli nisem bila v krču, ko bi jaz mogla reči, ljubim te, rada te imam in tako naprej. In mi si to zdaj tudi vsakodnevno tako govorimo, povemo in jaz to seveda tudi od svojih otročkov poslušam. Ne? In od sina, 9 let bo star oktobra, mami, ful te imam rad. Ne? In meni je to tako lepo in ko to rečemo, jaz tudi povem, Karlo, koliko je to lepo, ko znaš to tudi povedati, ko rečeš z besedami, izustaš to. Ne? In je tudi njemu pol lepo, da mala mi tako skozi kako odgovoriti, mami, ti si najlepša mamica na svetu, mami, ti, mislim, to zdaj 5 let je stara, ne? Ja. Koliko sem skratka, jaz sem mislim, pri nas doma. Boginja. Koliko so fletni te otročki. Tako da si povemo o teh vseh čustvih, in želim, da to gre z njima skozi življenje naprej. Ne? Se enkrat bosta tudi ona dva imela svoje ljubezni, partnerje. Če si to v otroštvu navajen, potem tudi sabo mislim, da neseš. Ne? Je to taka rutina, ne? Ja, pa po mojem tudi kdo drug lahko se mal navzame tega. Ne? Jaz imam mojega prijatelja, pa mu jaz tako vedno, ko se poslovimo, rada te imam, radi te imamo, ne? In pa se najprej malo tako smeju, ne? Malce namižljivo. Pa sem rekel, no zdaj pa ti meni, a veš, rad te imam, Tanja, no dajmo. Ga učiš, ja. Hecamo se malo, ampak tako. Je lušno, pa še on, zdaj si vedno rečemo, rad te imam, ne? Ja. Meni je v bistvu zanimivo, ker jaz bi rekla, da jaz ravno v otroštvu nisem imela tega toliko v izobilju, ni bilo toliko javno pokazano, ne? Bilo je, ne pa v nekem izobilju, ampak kako se človek skozi leta, skozi odnose, v katere se spušča ali pa so mu namenjeni, se tega priuči, ne? Jaz sem pa v bistvu skozi partnerske odnose, skozi prijateljske odnose, ne vem, se pa začela temu ful bolj odpirati in recimo tudi zdaj nimam težav s tem, ne? Ampak zanimivo, ne? Da počas vsako leto bolj, ne? Ja, ali recimo objem, ne? Ja. Kako smo različni, pa ne zato, ker bi bil en dober, pa en slab, pa tako, sploh ne, ampak ker smo različni, imamo različne izkušnje. Če se ti v otroštvu nisi objemal, ko si prišel domov z mamo, z očetom zjutraj, ko si se zbudil, se crklal, ja. Te tudi tega objema lahko na nek način sram, oziroma ne veš, kako bi to naredil, ne veš, a nekomu sploh to paše, ne. Jaz pa pravim, meni so pa objemi nekaj tako božanskega. Ko nekoga srečaš
pa ko se stisneš, pa če se res tako srčno stisneš, se neka taka energija zgodi, jaz to čutim. In mi je tako lepo, ko pridejo, naprimer, po nastopih, po koncertih do mene ljudje, pa marsikdo pride pa reče, Tanja, jaz sem sam prišel vprašati, a se lahko sam stisneva. Po en objem sem prišla, ali pa prišel. Seveda se lahko pridite, stiskajte, objemimo se, škoda to ne more, to je lahko samo nekaj lepega. A prav tako ljudje pridejo po objem? A lahko samo en objem bi? Seveda lahko. Meni se to tako lepo zdi, no, ne vem. Očitno to ljudje začutijo, ne? Da lahko dobijo. Ja, ne, pa se jaz tudi rečem, ne? Jaz se še tako pohecam. Veš, včasih pravim, ne greste domov, dokler se vsi ne povjemo, v kolono vsi gremo. Pol pa lahko greste, ne? Luštno. Ja, lepo. Zdaj bom privlekla na plan eno zgodbo izpred, ne vem, 10 let po moje. Mi dva se že dlje časa poznava, enih 20 po moje iz medijev recimo. Je res. Ampak enih 10 let nazaj, jaz še nisem bila mami, ti pa po moje tik pred, po moje nisi še zanosila, no? In si mi nekje v Ljubljani, ne vem že kje točno, pri Koseškem bajeru razlagala eno zgodbo, da ti je na enem koncertu ena gospa pod odrom ali pa po koncertu rekla, veš, Tanja, ti boš pa super mami ali nekaj v tem smislu. A se spomniš te zgodbe? To je pa zgodba, ta zgodba. Jaz se te zgodbe ful spomnim in pol si bila noseča in pol si rodila čez en let ali nekaj ta zgodba. No, zdaj pa tako, da ti povem, bom. No, to sem si jaz ful zapomnila, ja. To je tako globoka zgodba, pa tako nekaj skorda neverjetnega, nemogočega, da se jaz vsakeč znova sprašujem res, kako se neke stvari v življenju zgodijo, pa si porečeš, pa nekaj je, kaj je, jaz ne vem, ampak nekaj je, ne. Ne, to je bila zgodba, ker jo jaz opišem sicer tudi v knjigi. A tudi? Ja. Ko je meni ena gospa, bom zdaj zelo skrajšala, prav, da ne bom dolgovezla, takole na enem nastopu, ko sem se že poslavljala, starejša gospa prijela tako in mi je hotela nekaj povedati in sem se sklonila in ona je meni govorila, pa nisem slišala, pa sem tako nekako se nasmehnila in šla naprej, pol sem šla pa jaz nazaj. Ne vem, zakaj sem šla takrat nazaj. Nimam pojma, neka roka, nekaj je mene potegnila nazaj, da sem jaz še enkrat njej rekla, gospa, oprostite, nisem vas slišala, a mi lahko še enkrat poveste. In ona je meni rekla, Tanja, ne pustite, da v življenju ostanete brez svojih otrok. Ško me je držala za roko in mi tako kot en angel to povedala. Jaz takrat še jasno nisem imela otrok. V glavnem, in zdaj zelo prevrtim zgodbo, to mi je povedala ona 13. januarja 2017, jaz sem pa rodila 13. oktobra 2017. Tako se 9 mesecev, točno 9 mesecev, potem, zdaj pa še hujše, ali pa še boljš. Ona mi je to povedala na petek 13. januarja 2017, jaz sem pa rodila petek 13. oktober 2017. Noro. Mislim, noro, veš, noro. Ja, ne, obstaja očitno, več kot očitno, a verjam, mislim, glede na izkušnje bi rekla, da se ne moreš, da ne bi verjel, ne, da je očitno neki. Jaz ti povem, to je zdaj ena od teh izkušenj, ampak teh zgodb, teh, ki si rečeš res, kako se je to lahko zgodilo, je v zadnjem času in v zadnjih letih pri meni toliko, da ja, jaz pravim, ne vem kaj, ampak nekaj more biti, no. Kaj, recimo v smislu? Neke, ne vem, energije, da se to prenaša, čuti, pojma nima, veš. Da te življenje vodi, ne vem, a verjameš v to, da se te vodi, ne. Mene pa tudi to, očitno sem jaz mogla srečati takrat to gospo, ali pa ona mene, ne. Ja. Veš, da je točno takrat, pa pol se je točno takrat to zgodilo, pa mislim, tako se človek kar malo zamisli, no. Ja. Se pravi, da duhovnost, ne, to je zdaj, da se ful omenja ta pojem, recimo, ne. A bi zase rekla, da imaš neko svojo duhovno prakso, ne, meditiraš, ali je to tebi, da skrbiš za to, da si ti okej nekaj vsakdanjega, ali se moraš prav nameniti? Ne, mislim, meditiram ne sicer, poznam kar nekaj ljudi, ki počnejo to in je super, vem za to krasne odzive, kar se tega tiče tudi, sama ne, mislim, jaz pa mislim, vsak ima neko svojo duhovnost, svoj način meditacije, naprimer, ne. Zame je to lahko, ne vem, ko se usedem
na kavico s prijatelji, pa klepetamo ure in ure, ne, pa je to neka... Ja. Eni rabijo mir in tišino, drugi Tako. pa vedrino od ljudi, ne? Ja, se vsak včasih to treba malo Seveda. tišine, nič ne rečem, je tudi to lepo, absolutno, ampak jaz sem recimo človek, ki sem bolj za hrup, za med ljudi, to mi je wow, ne. Mi pa živimo v Ljubljani, jaz v Ljubljani od rojstva živim in to, avtomobili, sem, tja, hupanje, ker jaz slišam ljudi, ki se spodaj pogovarjajo, a veš, ker to mestno dogajanje, mestni vrveš, zame je to wow, jaz sem tako srečna, jaz še odprem na stežaj okna, da bom slišala, veš. In meni je tako lepo, ker včasih pod nami sosedje imajo kakšen žur in to pojejo na veliko in jih slišiš se pogovarjati, se na glas smejati. Mene recimo to nič ne moti. Jaz si rečem, to ljudje, dejte, uživite, živite, enkrat se živi, smejte se, da še jaz slišam, ne, mislim, se spet širi lepa energija. Recimo ne more se zgoditi, da bi imel nekdo žur pri nas v bloku, pa da bi jaz šla tja pa rekla, zdaj pa nehte, dosti vas imam, pa bi šla zvoniti, pa to ni. Meni se zdi lepo, da se ljudje zabavajo, jasno, dokler ni zdaj to, bom rekla, čez mejo v smislu, da škodaš nekomu, pa to ne. Ne, ampak tako, sem človek, ki so bili pri meditaciji, zame pa meditacija to, da se dogaja na polno. In si tudi veliko okrog, ne sploh zdaj, predstavitve knjig. Predvsej, ne? Si zaljubljena v življenje, v družbi, ne, bi lahko rekli, med pogovori, med interakcijami z ljudmi. Zdaj imaš kar precej tega, ne? Ja, pa tako, mislim, zanimivo, ne, kako je v bistvu me ta knjiga zdaj povezala še številnimi drugimi ljudmi, ki me življenje mogoče, če te knjige ne bi bilo, nikoli ne bi. Tu z ljudmi, ki niso poslušalci moje glasbe, naprimer, ne? Ampak so nekje ali videli, ali eni prijateljci, knjiga, no dej bom še jaz, da vidim, kaj je napisala, pa so prebrali, pa mi potem napišejo. Tako, to se mi zdi tudi krasno, ne? Da nas povezuje več stvari, ne? Se ni nujno, mislim, ni treba zdaj, da nujno moraš poslušati mojo glasbo, zato da se mi lahko družimo, pa da gremo skupaj na izlet, pa da gremo na kavico, pa ne, daleč od tega, ne. Tako da, ja, zdaj ta mislim, ta knjiga, ki se je zgodila, spet neko novo obdobje, neka nova izkušnja, tudi v mojem srcu, v moji duši, sploh zato, ker, a veš, to sem tudi že večkrat povedala, če bi mi še aprila lansko leto nekdo rekel, da bom pa jaz knjigo napisala, ne. Bi se najbrž res na glas začela smejati, ne? Tako, kakšna knjiga, dej, kje ne začnem sploh pisati, kje ne končam, kaj sploh ne napišem, veš. No in pol, ko se je pač res zgodil ta klic urednice z Mladinske knjige Saše Britovšek in me spodbudila, da je pač poslušala te moje intervjuje, podcaste, če bi pa jaz napisala knjigo, da bi jo Mladinska knjiga izdala in sem jaz tisto slušalko tako ostala, nisem razmišljala o tem sicer, ne, ampak dej počakaj, da prespim, pa ti sporočim svojo odločitev. Prespala sem sebe eno noč, ne. Sem se jaz sicer to odločila. Sem rekla, v bistvu pa le, to je spet nek znak. Ta klic se je mogel zgoditi. Dej, Tanja, ne reč kar takoj ne, sam zato, ker zdaj ti ne veš, kako bi začela. Ta klic se je zgodil z namenom in se je. Ker sem jaz ki sem začela prvo stran na roko takole, list, nek zmečkan list sem imela tam v avtu papirja, veš, kuli, iz torbice, kar začela sem nekaj pisati tako. Se pravi, da dejansko si sama pisala. Jaz sem si predstavljala, da imaš to urednika, da ti on... Ja. To prav sama pišeš in potem ti uredijo, ali kako si... Ja, veš kako, oni so meni iz Mladinske knjige seveda ponudili vso pomoč, ki bi jo jaz lahko imela, to, da bi jaz samo govorila, pa bi nekdo pisal, ampak tle sem pa rekla, da bi pa vseeno jaz rada pisala, da če že napišem knjigo, pa jo hočem jaz napisati, z svojo energijo, svojimi besedami, da se čuti, da sem to jaz naredila. Veš, to so moje zgodbe, moji občutki, težko to nekdo drug napiše. Ma nemogoče je, no, saj pri meni. Jaz vem, da meni pol to nič ne bi bilo, pa bi hotela vse spreminjati, več dela bi imela brez veze, ne. Tako da sem rekla, to bi pa jaz rada sama, pa seveda bomo pol uredili, pogledali, bo v bolj knjižno obliko spravila, ne, nisem jaz zdaj pisateljica, ne. In potem je Saša Britovšek pomagala to urediti. Ja, drugače sem pa sama to naredila.
A to je knjiga, nek sem slišala, da to ni knjiga o bolezni, ne? Če si kdo predstavlja, da je to knjiga, kjer opisuješ samo svojo bolezensko izkušnjo, ampak je knjiga o čem pravzaprav? Motivacijska knjiga. Že kako? Ne. Mislim, v bistvu lahko rečem, da na nek način tudi je. Ti si itak motivacija, ne? A veš, tako da. Kaj mi zdaj tako pišejo to, Tanja? Me je kar dvignila. A veš, to iz te strani. Kako smo res ljudje narejeni, ne? Da ker sem pač imela to bolezen, je večina mislila, da sem zdaj napisala knjigo o bolezni. Pa ni, to sploh ni knjiga o bolezni. Je eno poglavje tudi o tem, ker pač to je del mojega življenja, zavedno bo ostal, od tega ne bežimo, saj smo se pogumno tudi soočali, v končni fazi sem se s tem soočila in se nisem dala. Tako da omenim, napišem malo bolj podrobno, kako je bilo, zakaj je bilo, kako je šlo, pa o zdravljenju pa tako in občutkih, ki so bili takrat. Drugače pa ne, to je knjiga jaz sem pisala tako, kar sem se spomnila, kar me je neki spomin, ki se me je dotaknil, nekaj, kar mi je dal zamisliti, zaradi česar sem mogoče spremenila svojo malo življenjsko filozofijo ali pa neka svoja mnenja, dognanja, to sem napisala. Ampak to z vseh področij, naprimer pri delu, od skupine Foxy Teens do prehoda na samostojno pevsko pot, do svoje primarne družine, vzgoje, ki sem jo jaz imela, moje otroštvo, do zdaj moje družine, do partnerskega odnosa, ne, ki je tudi bil pač pri meni malo drugačno, je šlo vse skupaj, ne? Tako da to bolj podrobno pač v knjigi opišem. Potem do mojega učiteljskega dela, do poučevanja v glasbeni šoli v Logatcu, kjer sem 15 let učila. Zelo široko in če zdaj povzamem, bom rekla, napisala sem neke take glavne prelomnice, no, ki so se meni zgodile. In spoznanja iz teh prelomnic, recimo, ne? Tako, je pa vse res iz teh mojih zgodb, ne. Se pravi, ni to knjiga, ki bi zdaj učila, kaj morate vi narediti, da boste dobre volje. Pa veselo. Vzami, če želiš, ne? Ni to, da bi jaz nekaj svetovala, pa učila, sploh ne, res ne, nisem za to nikakor ne. Ampak iz mojih izkušenj, zdaj pa tisti, ki želi, bo knjigo pač prebral, tisti, ki ne želi, pač ne bo. Je pa, a veš, to tako osebna stvar, ne, da sem se res lahko v knjigi razpisala. Ker zdaj kakorkoli moje glasbeno delo je tako, da jaz pridem na oder zato, da pojem, zato, da naredim žur, da se mi glasbeno združimo, povežeš ljudi, ne, da ustvarjam glasbene spomine, ne moram priti na oder pa, no, zdaj boste pa vi najprej poslušali, kaj se je meni novega zgodilo. A veš, to ni tako, ne. Kljub temu, da je marsikaj zanimivega za povedati, pa tudi, naprimer, te intervjuji, imajo nek omejen čas, dobiš neka vprašanja, ni niti vedno prav niti primerno, da zdaj jaz razpredam na dolgo in široko o nekem svojem življenju pa izkušnjah, ne, v knjigi pa lahko. Res, to bo v roke vzel tisti, ki ga pač to zanima, se mi zdi tako zelo neosiljivo, lepo in v prvi vrsti pol, ko sem začela pisati, ne, mislim, se je to bila tudi glavna odločitev, zakaj sem pol res začela, sem si rekla, Tanja, če nihče drug na tem svetu ne bo vzel to tvojo knjigo v roke, ampak tvoja otročka, partner, moj oče, pa si lahko srečna, ne, da bi oni to prebrali, pa da bi otroka enkrat, ko bo sta odrasla, rekla, mami, se pa tole imela, pa mogoče prav, pa dajmo še mi, optimistično naprej, če ona, bomo še mi, ne. Da se spomniš, ne, nekih stvari, ne. Tudi tako, teh nekih zgodb, se to je zanimivo. Brat, ne, potem čez toliko in toliko časa, sploh po mojem res, da bi starš tvoj napisal knjigo, če si jaz zdaj predstavljam, da bi moja mama, moj oče, pa jaz bi požirala to. Jaz bi z veseljem, ja. A veš, kaj je to? No, zdaj je knjiga, ne? Ja, in zdaj hočem reči to, da bi bila pa z veseljem, sem pa ena spodbuda tudi drugim ljudem, dajmo pisati. Nismo zdaj izbranci, ki imamo kaj za napisati. Vsi smo ti izbranci. Čist vsak človek ima neko svojo zgodbo, vsak ima neko izkušnjo, ki jo lahko zlije na papir, od katere bi se lahko vsak nekaj naučil ali pa se vsaj malo zamislil, pa karkoli že to je. Dobro, srečno, slabo, jezno, nima veze. Nekaj je. Ne? In prejšnjič, ko sem imela tam na Trubarjevi domači predstavitev knjige tudi, sta potem prišli do mene, ko sem podpisovala, ne, pa smo se še družili dve gospe, sestrični sta bili, sta rekli, Tanja,
zdaj po tem večeru, pa ko si naju pa spodbudila in sva se odločili nocoj, da midve začneva tudi za svoje vnuke pisati in vsaka bo napisala nekaj zgodb, da bodo imeli za prebrati. No, Ja, pa vidiš, spodbude, ne? Ja, zakaj pa res ne? To se mi zdi tako super. No, in to sem hotela prej še reči, ne, da sem pač najprej seveda mislila na svojo družino, na svoje te bralce bližje. No, zdaj se je izkazalo, da bo knjigo prebrali veliko več ljudi, česar sem sploh tudi vesela, jasno, ne. A se napovedujemo morda neka nova pot tvoja, recimo, ne? Zdaj praviš, da vedno tudi poješ na predstavitvah, ne? Ampak zdaj tudi veliko govoriš. Zdaj je mogoče v trendu tudi ta motivacijski govori razni. A se vidiš tudi mogoče kot govorka, ne? Se v bistvu si že, ne, na teh predstavitvah. Ti je to veselje, če praviš, da se rada pogovarjaš z ljudmi? Ja, meni je to tako veselje, a veš, da to mine ta tisti 2 uri, to bi mi lahko bili 5 ur na teh predstavitvah. In ljudje, ki radi poslušajo in jaz rada povem, mislim, ni mi problem, ne, jaz se res rada pogovarjam, ampak imam rada tako, spoštljivo, kulturno, srčno, tako, ne da zdaj kar nekaj sem pa tja pa to. To mora imeti rep, glavo, moramo imeti čas za to in tako. No, v glavnem, in zdaj sem zadnji parkrat, so mi rekli, Tanja, a boš imela kakšne motivacijske govore, pa tako da, jaz se zdaj sicer še smejim, se še smejim na ta račun, ampak nikoli se pa ne ve, nikoli ne reci nikoli, ne. Tudi za knjigo se ti pravim, še lani aprila bi rekla, ma kakšna knjiga, ki pa, no, čez 2 meseca sem jo pa začela pisati, ne, tako da bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla, puščam odprta vrata in mislim, da bo še veliko novega, pa še veliko za v bistvu, narediti. na prvo žogo se zdi, ne, da je bolezen ena taka, ne, joj, predvsem, če si v vlogi žrtve, joj, kaj se je meni zgodilo, ne. V bistvu pa precej blagoslovov lahko tudi prinese, ne. Čeprav najprej mislimo, da je samo slabo, ne. Kaj bi rekla na to temo? Jaz mislim, da si bolezni zagotovo nihče ne bi zbral, ne. Če bi lahko zbiral, si je ne bi. Ampak ta pač lahko pride, takšna ali drugačna in tako kot vedno rečem, jaz sem jo vzela točno tako kot del življenja. Glede na to, da sem imela mala otročka, sta bila ona 2 in moj Miki seveda največja motivacija. Punčka je bila zelo majhna, ne? Ja, se pravi, Marina je bila stara 2 leti, ne? Ja, če je 5, ja. Tako, 2 leti, ja, Karol šel pa glih v 1. razred. No, ampak se veš, to te drži gor. To je bilo, sam gremo naprej. Sploh ni druge opcije. Sploh nisem razmišljala, mislim, roko na srce seveda, ko se vse to dogaja in sploh takrat v tistih momentih, ko ne veš točne diagnoze, kaj točno je, ko sam slišiš invaziven rak, ne. Se ti marsikjer scenarij tudi čez glavo gre, kaj pa če, ne, ampak jaz sem pol to kar hitro naredila takole, ne, stop, jaz bom. Jaz sem se odločila, da gremo dalje, da bom jaz to, da se bom pozdravila, vse bom za to naredila, kar je treba, dvigala bom glavo, ne, in živela bom naprej, tako kot smo, da bomo mi družinsko življenje uživali dalje, ne, da bom čim bolj izkoristila tudi ta čas pač zdravljenja, ki sem ga imela, ne. Seveda, ker je telo bolj šibko, spremenijo se neke stvari, določenih stvari ne moš tako početi, kot si jih prej, le sem pa kaj drugega, pač, ne, nisem mogla zdaj noreti z otrokoma, pa ju na ramah nositi, pa mami konička, ne. Zato pa zdaj koničkamo to No, govor. to veš, zdaj, to si je hotel vprašati, zdaj je, ne? Ja, zdaj pa sem rekla, otroci, sam da bom jaz spet lahko, sam da bom malo se telo okrepila, pa to, jaz bom, mislim, tak kon bom, in to, a veš, kaj ti je hudo, kaj ti Pikica zjutraj, mami, konička,
Ljubica, sem rekla, bova šli zdaj za rokico takole, a ne, ampak ko bom lahko takoj bova pa šli diča urno na koniča, ne. In pol prav prejšnjič Karlo, mami, a ti mene še lahko dvigneš, sem rekla, veš kaj, zdaj te pa lahko, skoč gor in pol skoč k meni. In sem rekla, zdaj te bom par metrov prav nesla, še nazaj, ker te nisem mogla. Sem ga malo takole za hec nesla, ne. Sem rekla, vidiš, mami še, sem nazaj dobila moči in celo tako je, da jaz imam drugače zelo rada nogomet. Oboževalka nogometa, sem rada ga gledam od nekdaj. Mi smo vedno doma kot družina gledali vse te tekme, mami je napekla pomfri in pol sva z očetom jedla pomfri, gledala nogometne tekme. Zdaj ravno to mi vse spremljamo, gledamo, ne, mali tu trenira seveda, nogomet je itak, wow. No, in posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah, nekaj še imam, no nisem mi še čisto pozdravili, rane, ne, jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čuden zgledala, pa čuden so me gledali tja v noge tam sred zime v tistih sandalih, ajde, kakšna nogovica še spodi, ne, ampak res čuden zgleda. Ampak gledaj, ko ti ne moreš dati na nogo, ker so bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne? A veš. No, zdaj pa to sem hotela povedati, zdaj se pa meni začeli to tudi še dokončno, po mojem, upam, da je trkamo navzgor, zdravt, ne, malo mi še manjka, da bom spet lahko superge dala gor. Ker zdaj, ja veš, to zgleda tako, ne, grem malo v gol, pa malo neki branem, ne, pa tako, ne moram pa jaz driblat, pa igrat, pa tapkat, pa tako, ne, a veš, to pa še ne gre tako, jaz bi pa rada. In zdaj to naš Karlo in Marina čakata, ker tudi ta mala je v vrtcu zdaj trenirala nogomet, da bomo mi lahko nogomet igrali. To je zdaj glavni cilj pri nas doma, da mami da gor superge in da ne bo samo paste noga, da me na kdo pohodu, veš. Zdaj malo sem še v tej fazi, ne, ampak mislim, da kmalu ne bom več, tako da kmalu bom spet nazaj prava žagarska nogometašica. Prej si rekla, hop, ne, diči, pa je bil verjetno tudi Miki vesel, ne, ko je mami spet prišla nazaj do moči, ne, če se dotakne vaše partnerske odnose. A mislim, da sem tudi Miki dala diča. Upala sem, da ne boš rekla, da si kon, ampak srnica, tako da... Če preideva še potem na partnerski odnos, ne? No, ja, zdaj se pravi, Mikija glih nisem diča, ne, to ne, ampak je bil neskončno, je vesel vsake malenkosti, ki se recimo premakne pri meni na boljš, ker, ja, da povem, to mi je bil tako oporo skozi. Mislim, koliko je partner v taki situaciji res pomemben, to in res ni samoumevno, ne. Da ti vse pomaga, pa da te voz na vse preglede, pa da je skozi tabo, pa da doma, ko ti ne moreš in skuha in vse naredi in tako, mislim, ja, če se imaš neskončno rad in je ljubezen, tukaj jaz mislim, da tle ni vprašanje, jaz bi tudi vse naredila za svojega človeka, ne, karkoli bi bilo pač potrebno, no, v glavnem. In potem je on tudi tako srečen, ker naprimer, ko nisem dolg časa mogla počepov narediti, nisem se mogla ostati gor, to so me z brisače, veš, so plavali, pa jaz tam na tisti brisače, ne, in zdaj je bilo treba ostati, usedla sem se že, zdaj pa treba še ostati gor, ne, in to ni šlo. Jaz sem hotla, jaz sem imela voljo, ampak telo ni dalo. Poje smo imeli pa, ne, to že prakso utečeno, ena roka, druga roka, ena Karlo, ena Miki, hop, na horuka gor, pa sem bila. In pol, čez nekaj časa, ko sem jaz lahko sama že vstala in zdaj, ko je že lahko kakšen počep delam, pa ko sem šla enkrat na teden, že par mesecev zadnjih na pilates, a veš, koliko smo vsi veseli, a veš, da smo, ne? Ja, ne, ni to kratko, ne. Zdi se samoumevno, dokler ne prideš do neke take izkušnje, ne? Ja, ali pa tako, naprimer, pa sem šla v trgovino, ne, pa sem tam na spodnji polici nekaj hotela vzeti, sem počepala, da bom vzela, ne, pa počepala sem že, ne, sem gor nisem mogla, ne, pol tako, kaj pa zdaj, a veš, ko beton težka, pa sem nekaj, pa kako je to mogoče, pa sem se, kako ne zdaj gor pridem, ne, to je, ne moč verjeti, dokler ne doživiš, da sam sebe ne moreš gor spraviti. To je kaj, telo šibko od zdravila? Pa ja, ne, seveda, ne, te terapije, pa vse tudi naredi svoje, logično, ne. Ampak, lej, sem rekla, pustimo čas,
nič ni večno, tudi to bo minil, ne, tako da zdaj jaz ostajam že iz počepov in je dober občutek. No. Na jesen, ko bo bolj hladno, pa še superge, evo, in fuzbal, nogometno. Ja, mislim, lepo, fino je, ko spet malo nazaj obvladaš svoje telo, ne, ko lahko spet malo z njim delaš. Da čutiš moč, ne, spet. Ja, da nazaj dobivaš moč, no, in to zdaj sem začenjam čutiti in sem srečna in hvaležna za to. A je se v življenju, kakšne navade so zdaj čisto drugačne kot prej, recimo? A ješ kaj drugega? A drugače funkcioniraš, recimo, zdaj po tej izkušnji z boleznijo? Ali je treba še, ker še traja okrevanje? Ali kako, ne? Neke stvari so še, zaradi katerih jaz še moram seveda na onkologijo hoditi. To zdravljenje je pač dolgotrajen proces. Zdaj, da bi jaz ekstremno spreminjala svoj način življenja, ali pa prehrano, ali pa to nisem. No. Se pravi, jaz sem si rekla tako, Tanja, vse ti bo telo povedalo, ne. Kaj ti paše, kaj ti ne, ne pretiravaj z ničemer. Tudi ko sem pa čutila, da ne moram telovaditi, pač nisem, ne. Nisem hotela iti čez sebe, nisem hotela pretirati, nisem niti takrat, čeprav sem hodila nastopati, če se jaz ne bi dobro počutila, če bi čutila, da ne moram, ne bi šla. Tle ni sploh vprašanja, da bi jaz zdaj neki, hočem iti nastopati, hočem. Ne. Ampak ker sem se počutila dovolj v redu, da sem lahko šla in me je to gor držalo in me to na nek način tudi pomagalo, ne, a veš, pa se zamotaš, pa gledaš vesele ljudi tam pod odrom, sem rekla, škoditi mi to sigurno ne more, pa sem v družbi, pa so neki drugi pogovori, pa tako, ne. Tako da sem tudi vse to počela kot prej, tako da nekaj drastično, da bi mi spreminjali način življenja, no, zaradi tega ga nismo. Zdaj pa, veš, to bi pa spet vsak drugače povedal. Nekdo pa zelo nekaj spremeni, pač tako tudi prav, a ne. Mislim, da se je treba kar poslušati. Zdaj, miselno naravnanost, itak se mi zdi, da ima že iz otroštva ven v pravo smer naštimano, ne, to ti je verjetno tudi zelo pomagalo pri prebolevanju oziroma pri spopadanju pač s to boleznijo, ne, kot praviš, ta moč. Ja, sigurno, no, ampak težko bi prej rekla, ne, kakšna bo moja reakcija na nekaj takšnega, ne. Kljub temu, da sem bila jaz, tako, jaz sem optimistka, večna, ampak ne moreš pa reči, sem prepričana, da bom na nekaj, kar še nisem doživela, odreagirala tako, ali pa drugačne. Ne veš, dokler nisi doživel, ne veš. Je pa res, da sem sebe še bolj spoznala in prišla do te potrditve, da v meni je res močno zakoreninjen ta volja, ta moč, ta ljubezen do življenja. A veš, to sprejemanje, ker tudi stvari je treba sprejeti, ne. Kaj pa boš? Karkoli pride in dobro in malo slabše, moraš nekako sprejeti. Jaz sem, dajva reči tako, no, sem objela tudi to izkušnjo, nisem sicer rekla, ti boš dolg tlele pri meni, ne boš, ne. Malo te objamem, ampak zdaj pa dost. Ljudem, ki pridejo k meni po objem, ne rečem, zdaj pa dost. Temu raktu sem pa rekla, ne. Ne boš ti dolg pri meni, no, takole malo. Ja, želim si, da bi tudi karkoli me še čaka v življenju, ne, znala prebroditi in prenesti in preživeti in doživeti in objeti na tak optimističen način, ker je pač meni tako lažje, ne. Če greva nazaj mogoče zdaj še k otrokom, ne, prej si rekla oziroma si povedala zgodbo te gospe, ki ti je rekla, ne dovoli, da bi življenje se izteklo ostala brez otrok. A si predstavljaš zdaj, ko si mami dvema, ne? Kako se je tvoje življenje spremenilo potem, ko si postala mami? Je bila to tvoja dolgoletna želja? Te je bilo kdaj strah, da ne boš mami, ne? Kako zdaj to vidiš? Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse. Tako lahko povem, no. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico, vse to
Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti pozneje, kot sem mislila, da se bo, ker pač sem bila mlajša, sem imela eno zvezo, 7 let je trajala, zelo lepo sem se imela, krasna izkušnja, potem sva šla pa narazen, ne, a veš. Pa mi je bilo vedno pomembno, s kom bom jaz si ustvarila družino. Kljub tej ogromni želji mi je bilo najbolj pomembno to, s kom, kdo bo ta človek, hočem ga ljubiti, hočem biti povezana z njim, ga imeti neskončno rada in tako ne. No, meni se je pač ta želja uresničila pol pri 35 letih. Ja, in bi bila pripravljena vse pustiti, tudi to svoje pevsko delo, če bi mi nekdo rekel, da moram to pustiti, pa da bom lahko mama, pa ne bom več prejela mikrofona. Ja, pač, čeprav to res rada počnem in vse, ampak to pa... To je pa sveto, ne? Ja. Tle pa ni dvoma sploh, no. Res, to se mi je življenjska želja, se meni s tem izpolnila. Hvaležna sem, da se mi je 2-krat, evo, da imam 2 otročka. In s človekom, ki ga tudi poznaš že zelo dolgo, ne? S človekom, ki ga zelo dolgo poznam, o tem pišem v knjigi, o tem partnerskem odnosu, o tej najni povezanosti, navezanosti, ker jaz imam veliko družino, ne, zdaj sem omenila 2-krat že najina otročka, ampak mi imamo 5 otrok, moj Miki ima še 3 otroke od prej, to so odrasli ljudje, ki imajo že svoje otročke, oziroma 2, no, imata že svoje, tako da Miki je že 2-krat dedek in smo tako veseli, nas je vedno več za mizo. Ja, to je kar, se mi zdi, da človek zna sprejeti vso to, vse, kar prinese sabo življenje in tudi partner, ki ima že družino odprej, tukaj lahko malo potegnemo sporednice, ker tudi jaz imam recimo to izkušnjo, ne? Sem tudi otrok ločenih staršev, imam tudi partnerja, ki ima odprej fantka, ja, fanta zdaj že orenku. Dečko, ja. A res? Žbrki. Ampak razumem te razširjene družine, ne? Ker tudi mi ob praznikih recimo potem sedimo, ne? Ni teh nekih razprtij, ne? Tako da, ja. No, tako, mi smo ta razširjena družina, veliko nas je, decembra nas je bilo že skoraj 20, za to našo mizo, vsi smo povabila tudi k nama, ne, da smo bili pri nas doma, otroci, z partnerji svojimi, pa bivša žena svojim partnerjem, od Mikija mama, moj oče, naša Darinka. Skratka tako, vsi se radi družimo, imamo lepe odnose, se spoštujemo in se mi zdi, da to čez toga pa ni, no. Ne vem, to je največje darilo. Za vse se mi zdi, ne, ker tudi ti moji otroci in Mikijevi odprej so povezani, imajo stik, se imajo radi, rada bi to gojila, naj to traja. Ne. In vedno rečem, res, vsi smo samo ljudje in vsak ima svojo zgodbo in nikoli ne vemo, kaj življenje prinese v končni fazi tudi tem našim otrokom enkrat, ko bodo odrasli. Lahko se tudi nekomu od naših otrok zgodi, da bo imel razširjeno družino. Pa kaj mu bomo rekli? Ja, seveda mu bom rekla, sprejmi vse, imejte se radi, komunicirajte, ne zapletete življenja, ne komplicirate po nepotrebnem, ne boste negativno nastrojeni in Bog ne daj sovražno nastrojeni. Zato ni časa v življenju, ljudje bežijo dnevi, tedni, meseci, leta, to beži, res tiho čas beži. Ne? Povej nam še, kje te vidimo v poletnih mesecih, začetku jeseni. Bom pa zdaj omenila in vas povabila na koncert v Sevnici. To bo na gradu Sevnica, tam še nisem bila, 27. avgust. Bo en tak lep romantičen večer. Lepo je tam, lep razgled. Krasno je. No, v Sevnici, sicer ne na gradu, ampak v dvorani sem pa jaz zapela prvič, na eni dobrodelni prireditvi, prvič pesem Tiho čas beži. No, zdaj se pa vračam v Sevnico s svojim koncertom. Seveda bom imela tudi knjige s seboj, knjiga Zaljubljena v življenje. Potem bo še kar nekaj koncertov v jeseni, pa Zagorje, pa Trbovlje, pa Žalec, potem za Valentinovo, pa Kotlje na Koroškem. V Kotlje pridem. Ja. Kdaj je v Kotle? V Kotlah smo pa, kdaj smo že v Kotlah?
Februarja. Februarja. Sem pa videla, ja, to sem videla. Ja. Če tukaj teh datumov imamo še čas, da kupimo karti. Ja, imate še čas, ne. Tako da, ja, nadaljujem s to koncertno turnejo Zaljubljena v življenje. In lepo se imamo z ljudmi, ki me pač radi poslušajo, ki radi prihajajo, ki se radi družijo. Lepe spomine ustvarjamo, res lepe. Vmes pa še malo s Foxicami na oder, ali ne? Joj, z mojimi Foxicami imamo pa imeli letos 30 let, odkar smo začele. Tako da je ena taka obletnica. Mislim, če ne drugače, bomo s kakšno večerjo, kosilom in druženjem sigurno popraznovali. Mogoče pa se še kaj zgodi, da je zapojemo skupaj, da pridemo na žurko. Mi imamo radi te, a veš, da je bila moja prva skladba, ki sem jo znala po posluhu zaigrati na klavir, naj pada zdaj. A res? Ja, Adejnih. Ja, res. In še zdaj jo znam, čeprav ne igram prav več veliko klavirja, igrala sem ga drugače 10 let, ampak ta je bila prva. Kako lepo. Daj narediti, da pridemo uživati. Škaj že to, da se pravi, ja, to smo leta 99 smo zmagali na popevki Znaj pada zdaj, da šta je zim zelena. To je, ne mine koncerta, ne mine nastopa brez te pesmi. In to res vse generacije, tudi ti, ki se še sploh rodili niso. Vse še znamo, tako da se veselimo. Tanja, hvala za tvojo srčnost, dobro voljo, ki jo bodo začutili vsi, ki bodo ta podcast pogledali. Hvala ti. Najlepša hvala za tako prijeten klepet, je bilo veselje. Vsem pošiljam veliko dobre volje, pa kaj drugega kot en velik objem, ne? Ja, srečno. Hvala.